Mramor, drugi del! Woohoo! Če kdo še ni pogledal prvega dela, pejte ga zdaj, ampak kratek povzetek je, da smo v njem pogledali full Mramorjevega rage-baitanja socialo. Ampak tega je toliko, da dejansko nismo uspeli pokriti vsega. Jaz nisem človek proti delu, ampak sem proti sistemu, ki ne pozna usmiljenja. In kot sistem, ki pozna usmiljenje, sklepam, da si predstavlja takega, ki ti da socialo, ko ne delaš. Če bi tak sistem obstajal, bi sigurno takoj poprimil za delo in ne bi samo živel od prejemkov, ne? Vstopamo v leto 2026, ne pred našim štetjem. In mislim, kdo bo mene prisilil, da bom jaz delal? Ste vi normalni, kaj vam je? Iskreno, tukaj ima prav. Dokler bo obstajala socialna podpora, bojo vedno obstajali tudi ljudje, ki bojo rajši živeli od nje, kot pa od dela. To je totalno in povsem neizbežno. Zato iskreno ne razumem, če ta človek to misli resno ali hoče delati anti-reklamo za sistem socialne podpore. Res na trenutke deluje, kot da ga financira neka desničarska organizacija, da bi ljudje zaradi njega čim bolj zasovražili socialo in jo hoteli ukiniti. Če imate koga, ki pravi, da sociale se ne zlorablja, ampak da jo dobivajo samo tisti, ki jo res rabijo, en video od Mramorja in človek bo spreobrnjen. 21. je tu, socialna je nakazana, tako da gremo zdaj prvo na nohte. Evo, nohtki so končani. Pač, po moje bi ta tip dosti boljše služil, če namesto da followerje fehta za donacije, rajši piše neki desni stranki, koliko mu plačajo, da ga lahko uporabijo za plakate. Ker trenutno mi je njegov poslovni model bolj nerazumljiv kot ideološki pogledi Kordiša. Korak 1, razpizdit folk ima službe, korak 2, korak 3, profit. Preden nadaljujemo, je pa čas za novega sponzorja tega videa, Kinguin. Kinguin je platforma, ki jo že leta uporabljam za nakup vseh možnih softverskih licenc. Od Windows aktivacijskih kod do CD ključev za igre. In deluje. Tako iz vidika aktivacije, kot iz vidika prihrankov. Recimo, če bi radi kupili igro Red Dead Redemption 2 preko Rockstar Games, vas bo to stalo 60 €. Preko Kinguina 13. Ja, ne 31, 13. Ali pa, če bi hoteli kupiti Windows 11 Home preko slovenske Microsoft strani, bi vas to prišlo stati 145 €. Na Kinguinu 20. Ne 20% manj, 20 €. Tako da, če bi radi videli, kaj vse se da dobiti na Kinguinu, je dol v opisu moja povezava, vi dobite popust in jaz majhno provizijo od prodaje. Tako da prihranite in hkrati podprete mene, da ne bom še jaz rabil živeti na državne stroške. Ok, zdaj pa nazaj na video. Ne bi pa rad, da izpade, kot da je sociala edina stvar, s katero Mramor proba podkuriti ljudi. Ne. Glede tega se fantina res potrudi. Jaz sem, ti si in midva sva. Danes nisva oblečena po pravilih. Jaz sem v ženski energiji, ona je v moški energiji. In ne, to ni zmeda. To je ravnovesje. Ja, to je ravnovesje, da so si stil oblačenja zamenjali. Isto, kot če vidiš nekoga, ki si je dal gate na glavo namesto na rit, je prva stvar, ki jo vsi pomislimo, mater je ta uravnovešen. Poglej me. Te zmoti, a ne da? Ampak ne zaradi obleke, ampak zaradi tega, kar čutiš v sebi. Ja, nič bizarnega ni na odraslem moškem, ki se oblači kot najstnica za na koncert od Joker Out. Če ti pri tem karkoli ne paše skupaj, si ti ta čuden, ne pa on.
Vidite, to je fair razmišljanje. Ko vas nekaj zmoti na njemu, je to zaradi vaših nepredelanih čustev. In ko njega zmoti, ko mu vi pišete, da si ne zasluži sociale, je to tudi zaradi vaših nepredelanih čustev. Tip je jasno identificiral problem v njegovem lifeu in nikoli ni to on. Ena ženska z belo Teslo mi trobi ko zmešana, a jo vprašamo, kaj bi rada. Dober dan. Kak smo, gospa? Kaj ste me pozdraviti htela, ali... Ne, prepočasi ste se peške. Dajte nehat, no. Resno. Gospa, ne sme se vam življenje muditi, vete, ker življenje je zelo hitro minljivo, bolj kot hitite, prej ga bo konec, ne? Tako da, pelal sem se 110 na uro, jaz se več ne vozim, ker pač me razumete. Se pelal na prehitevalnem pa... Ja, sej, a vete, imamo ljudje pač, kaj ne rečem, enim se nam ne mudi, a vete. To prav ne štekam, kaj je bilo to zmenjeno, da je posnel z neko sosedo za klike? Ali je res šel posnet neko žensko, ki je popizdla, ko je za nalašč vozil 100 po prehitevalnem pasu in se ni umaknil? Ker res gleda, kot da načrtno dela večino stvari v svojem lifeu, samo da bi šel čim več ljudem na živce. Ampak ne vem, če se tega zaveda ali samo tak je. Ker za ene izjave, ki jih ima v videih, sploh ne štekam, če razume, koliko si z njimi kontrira. Ljudje grejo k doktorju zato, ker se je na čabu malo pritisnilo, pa tak naprej. No pa dejte, pa so čakalnice bolj se pa dere noter, pa nori človek. Zato, ker jaz imam pravico, jaz imam pravico do tega, jaz imam pravico do tega, jaz imam pravico do tega. Dragi moji, kaj pa dolžnosti? Kakve so pa naše dolžnosti? Ne? Pač, kako lahko on s tem moralizira drugim, če pa je celotna njegova online persona to, ko se konstantno skuša izogibati dolžnostim. To je kot, če bi ljudem začel razlagati, kako je preveč jest in pit nezdravo. Bavdek. Shout out Bavdek. No, ampak ne morem posneti videa o Mramorju, brez da se dotaknem njegovega gibanja Jaz sem. To gibanje bi najlažje opisal kot neko brezvezno gibanje, ki si ga je on zmislil, nič ne pomeni in nobenega ne briga. Razen Mramorja, ker on pa je toliko v temu, da je šel dejansko overiti podpisano zavezo. Mojo princesko greva overiti podpise za zavezo. Gibanje Jaz sem ni več samo beseda, zdaj je uradno. Večina ljudi govori, redki podpišejo. Midva sva. To je direkt kopiral Stevanovićevo zmagovalno potezo in šel na upravno enoto overiti podpis na zavezi, ki ničemur ne služi, na nič ne vpliva in ni zavezujoča nikjer. Ja, podpisal je nezavezujočo zavezo. Ta dokument ima približno toliko vrednosti, kot če bi na Facebooku napisal, jutri začnem hujšati. S tem, da pri hujšanju bi se vsaj čez par mesecev videlo, če se nisi držal zaveze. Ta stvar ne služi natanko ničemur. No, ampak da vidimo vseeno, k čemu se je Mramor ne dejansko zavezal. Zavezujem se, da bom vedno deloval v skladu s svojo vestjo, resnico in vrednotami gibanja Jaz sem. Kdo točno pa ne živi v skladu s svojo vestjo in resnico? Tudi morilci to počnejo, samo da njihova vest je malo bolj jolo kot od ostalega folka. Da bom govoril resnico in živel v integriteti. To je po moje ful lažje kot zveni, ker ni laž, če ji tudi sam verjameš. Da bom prevzel polno odgovornost za svoja dejanja, misli in odločitve. Nikjer ne piše za svoje preživetje, mimogrede. Zanimivo. Da bom spoštoval vsakega člana gibanja. Približno tako zahtevno, kot če bi jaz rekel, da bom spoštoval vsakega zaposlenega v Marko Žerjal SP. Da bom podpiral rast, zavedanje, enost in dobro vseh ljudi.
Ej, folk, pejte še vi na socialo, veš, ko boste zrasli. Da bom s svojim zgledom predstavljal načela gibanja Jaz sem. Ja, sej mislim, da jih, zato je pa taka vrsta za se včlanit. Da bom varoval ime, vrednote in poslanstvo gibanja. Ja, da se ne bi slučajno pridružil kdo, ki bi znižal raven članstva, to bi bilo nedopustno. In kaj pa so vrednote? Jaz sem resnica. Glede na to zavezo, ne vem, če mu tle ne manjka ena pika vmes. Odgovornost. Integriteta. Kjera teta? Svoboda. Ja, bomo videli, kako se mu bo ta izšla. Enost. S kom? Rast. Česa? Nohtov? Ljubezen. Okej, na temu delu se še nekako trudi. Spoštovanje. Tle ne vem, če je mišljeno do sebe ali do drugih, ampak na tej točki ima mogoče še malo zadelati. Tako da to je ta dokument, ki ga je on podpisal in oviral. Nezavezujoča zaveza ničemur. Kar je v bistvu na nek način najboljša metafora za gibanje jaz sem, kar bi se jih lahko spomnil. In čeprav to gibanje ne služi dejansko ničemur, ga še vedno na polno promovira. Cel kup njegovih videov je nekaj v smislu jaz sem Bog, jaz sem prostitutka, jaz sem narkoman ali pa jaz sem Jezus Kristus. Kar je smiselno na nek način. Jezus je imel novo zavezo in ta tip ima novo brezvezo. Ima pa tudi nekaj, za kar je Jezus bil dosti premalo podjeten, da bi se spomnil. Mrč! Verjetno se sprašujete, kje meni tako lepa koža? Ja! Naj vam predstavim izdelek, ki ga že uporabljam kar nekaj časa, in to je krema gibanja Jaz sem. Okej, sem precej siguren, da je to s kremo posnel, samo da ima izgovor za biti nag pred kamero. Ker kdo bo to reč kupil? Ker ljudem službo se Mramor praktično trudi zameriti, tisti brez pa ponovadi nimajo lih nekega odvečnega denarja na okolje. Pač bolj kot poslovni model se mi to zdi poslovilni model. Pa nasplošno se na njegovih videih naključnega nudizma ne manjka. Ste že kupili mojo knjigo? Če še niste, je zdaj čas. Ja, tip ima svojo knjigo. Kar, o moj bog, če ta tip piše tako kot govori, bo to mogla biti knjiga z največ ločili v zgodovini. Ko sem zjutraj vstal, sem najprej odgrnil zavese. Ptički so lepo prepevali, kot vsako jutro. Pa iskreno, ko sem prvič to gledal, mi je bilo samo fascinantno, da ima tip svojo knjigo. Komaj kasneje, ko sem še enkrat zavrtel, sem opazil, na čemu je tukaj naslonjena. A ja, mogoče je zdaj dober čas za omeniti, da ta video ni nujno primeren za mladoletne. Ampak zanimivo, da se je odločil prav za tako postavitev. Kot da bi to hotlo biti neko svarilo kupcem, da ta knjiga je pa res upi. Ti čakaš politiko, jaz čakam na kazilo. Vsak mesec pride, zato sem pomirilo. Ti čakaš reforme, govore in glas. Jaz na sončku sedim, ker jaz imam čas. Blur sem jaz tukaj notri dodal, ker mislim, da je bilo lih dovolj sidebuba od Erne, da bi lahko YouTube kaj zajamral. Sidebuba, za katerega noben ni prosil, ampak še vedno smo ga dobili. No in očitno to slačenje dela z razlogom, ker čuti željo, če ne celo dolžnost, razdajati svoje telo. Sporočilo od Boga, mojega očeta. Bog me je poslal na to zemljo, da oplodim 50 devic, katere bodo rodile Božje otroke. Ja, Bog ga je poslal na zemljo,
oploditi 50 devic. Pol proba še eno drugo tiktokerko prepričati v to. Še enkrat me poslušaj, če jaz tebi povem, da sem tukaj samo zato, ker me je Bog poslal, da te oplodim in ne pričakujem. Je bil pa tak dogovor, pa nimam nadstav, imam samo tvojega stemeno in grem. In to je to. Čak utihni. DNK vzel pa kripar. Halo, kak si s tem? Jaz ne sprejemam odgovornosti, jaz sem rekel, ne bom tega in ne bom tega in je to to. Ja, normalno, ne, se zato si pa samo moralno zaužila, ampak dober, ja, zanositi ne moreš. Probala si jih pa, ne? Ampak se zgleda uspe nekako upret njegovim šarmom. Pa je šel božji načrt po vodi. Sicer je pri Gorcu rekel, da je ta video bil štos, ampak rekel je pa tudi to. Se še spomnite moje sosede? Ponudiš božja semena iz srca, zastonj, brez računa. In v zahvalo sem dobil položnico za 290 evrov. In Tako da, zgleda je vseeno on kar ponujal to svoje božje seme naokoli. In to zastonj. Dobričina. Ko ti kdo drug reče, lahko mi ga povlečeš, je to mišljeno, kot da te nekam pošilja, ampak pri Mramorju je kontra. Ni lahko mi ga povlečeš, ampak je lahko mi ga povlečeš. On te ne pošilja v 3 krasne, ampak ti daja dovoljenje. Ne, božji blagoslov. vas prosim, da mi pomagate poplačati kazen. En gift, 1 evro, en nasmeh. In ja, ne zbiram za luksus, zbiram za globo, ki sem jo dobil zaradi dobrote. Zaradi dobrote so mu dali kazen. Ker ne razumejo, da to, kar on dela, ni iz užitka, ampak humanitarno. On na to gleda kot na krvodajalsko akcijo, samo pač z drugo tekočino. No, je pa pol tudi to objavil. Prejšnji teden sem bil na testiranju za spolno prenosljive bolezni. Danes sem dobil rezultat. Zato vse tiste, ki ste imeli z mano spolne odnose, naprošam, da me kontaktirate. Mramor ima vas rad. Očitno so pri tej njegovi akciji prišle v poštev tudi bivše device. Ali pa device po horoskopu. Ker glede na to, da reče vsi, ki ste imeli spolne odnose z mano, zgleda pri tej akciji niti spol ni bila prav fiksna omejitev. Če gre tako naprej, zna njegovo gibanje, jaz sem, kar hitro prerast v mi smo pozitivni na klamidijo. Drugače, folk mi je po prvem videu o njemu pošiljal še ful njegovih stvari, tudi njegov odgovor name. Ampak iskreno, rabim malo pauze. Tako da, če bom naredil še 3. del o njemu, ga bom verjetno naredil samo za člane, pa še to samo, če bojo oni hoteli rajši to kot kaj drugega. Ker zadnje čase imam za člane ful enih idej, ki so po moje za crkniti, ampak mogoče ne toliko za širšo javnost. In to je to! Lajkajte ta video, če bi radi, da Mramorju ukinejo socialo. Naročite se na ta kanal za videti, kaj sledi v prihodnosti. In seveda ne pozabiti preizkusiti Kinguina preko linka v opisu. Ajde folk, čau!